ta moj prehod. Jaz moram priznati, da bolj kot panogo sem iskal ljudi. Na nekaj vrat sem potrkal, predvsem ljudi, ki sem jih v Zavod Y vabil uspešno ali pa neuspešno. In moram reči, da sem seveda danes izjemno hvaležen, da je predvsem Iza Loginova takrat prepoznala nek potencial v meni. Zbral sem si lahko najbolj sexy title in začel kot talent acquisition specialist na pogodbi, tako malo so me po stran verjetno gledali, ampak predvsem z eno vrednoto, ki mi je blizu in ki jo bojo verjetno omenjali tisti, ki so z mano delali oziroma mi dali to priložnost, in sicer odgovornostjo sem izjemno hitro obuval vedno večje čevlje, po prodaji postal predsednik upravnega odbora in 2 leti v bistvu pomagal stabilizirati po prodaji to družbo. Jaz moram reči, da za mene je Outfit 7 absolutno zgodba o uspehu, je nekaj, kar dokazuje, da lahko z neko slovensko pametjo, z nekim znanjem iz tega prostora narediš globalen produkt. Absolutno je bilo genialno, kako so v pravem času razumeli razvoj tehnologije, postavili nekaj, kar je bilo simpatično, všečno in globalno. Mi da se moramo zavedati, da Talking Tom danes nagovarja nekje 350 milijonov mesečnih uporabnikov, 10 milijard downloadov, in na koncu tudi prodaja za $1 milijardo je nekaj, kar bi mogli to družbo inspirirati, bi mogli ploskati. Nekdo si je zamislil nek nov produkt, ki je postal viralen, globalen, in to je nekaj, kar mene vedno navdihuje, da rečem, da je to neka inspirativna zgodba za vse. Jaz sem za to izkušnjo hvaležen, dala mi je absolutno nek globalen pogled v poslovnih krogih sveta. Ena izmed mojih nalog je, da sem predvsem z Applom, pa seveda tudi z Googlom razvil odnose. V zadnjem času smo recimo odpirali indijski trg, seveda na drugi strani Kitajci, ki so kupili to firmo, in delati z njimi je včasih zahtevno, pa vedno zanimivo. In to so neke stvari, ki mislim, da je prav, da pri svojih 35 letih, ko si relativno mlad, se predvsem zahvale za to izkušnjo. Res nimajo jo vsi, ne, in zato se mi zdi, da je to res eno tako simpatično pa zahtevno obdobje. Včasih kdo reče, ja, to je bila sreča. Jaz mislim, da je bilo najprej precej trdega dela, ogromno znanja. Tisto, kar jaz večkrat poudarjam, je ta genialnost Samota in Ize, da sta znala povezati tako različne znanja, konec koncev sta tudi drugačna malo po karakterju, in znata razumeti drugačne stvari v firmi, in to je nekaj, kar se pravi, bi mogli večkrat študirati. Jaz moram reči, da sem zelo vesel, da sva s profesor Škrlavajem, da smo naredili eno študijo case study outfita na INSEAD-u. Se mi zdi, da je pomembno, da take stvari pustimo v nek prostor in da se v tem prostoru več potem o tem pogovarjamo. Tako da, ker če bi imela Slovenija več tako uspešnih ljudi, več izjemnih zgodb, potem mislim, da se ne bi ukvarjali s tem, kdo je bil v gozdu med belimi in rdečimi, ampak bi se ukvarjali z nekimi prebojnimi zadevami in predvsem nadaljevali to, kar je v Sloveniji pomembna kvaliteta življenja.